Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji s farmacevtom za zdravje bomo s Bojanom Madjarem, magistrom farmacije iz Pomurskih lekarn, govorili o okužbah zgornjih dihal. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. V teh zimskih mesecih se torej poveča število okužb zgornjih dihal, vendar danes ne bova govorila zgolj o gripi in prehladu, ampak o ostalih manj znanih in pogostih, pa morda, če jih za začetek na kratko opiševa. Ja, sem spada recimo akutni bronhitis, faringitis, sinusitis, vse to so neke okužbe zgornjih dihal, ki se ne pojavljajo tako pogosto kot pa gripa in prehlad, ampak ja, v teh zimskih mesecih še vseeno dokaj pogosto. Recimo akutni bronhitis je okužba sapnic, ki se kaže z enim takim kašljem, lahko je tak neproduktiven, suh, držeč kašelj, lahko tudi kaj izkašljujemo, neko prozorno ali pa rumenkasto, celo zelenkasto sluz in traja kar nekaj časa. Zdaj, akutni bronhitis ponavadi vsaj v 9/10 primerov povzročajo virusi, v 10% pa je lahko tudi bakterijskega izvora. Faringitis je okužba žrela, kaže se z bolečinami v žrelu, bolečim požiranjem, praskanjem, pekočo tako bolečino v žrelu, ki se spet, tudi akutni bronhitis lahko dejansko se pojavi tam nekje ob prehladu, po prehladu, en takšen dodaten zaplet samega prehladnega obolenja, podobno velja za faringitis. Tle je zdaj odvisno, če gledamo odraslo populacijo, potem je v veliki večini primerov, tam 90% povzročen z virusi, pri otrocih pa je večji delež že bakterijskega povzročitelja, tam nekje četrtina primerov. Če je to streptokok, potem govorimo o streptokokni angini, ki jo pa verjetno vsi dosti dobro poznamo. In zelo pogosto tudi pomislimo na angino, tudi takrat, ko ne gre za angino, ker je povzročitelj virus. Zadnji, ki sem omenil, je pa sinusitis. Tu pa gre za vnetje sinusov, spet neki scedek iz nosu, zamašenost nosu, sočasno prisotna bolečina v predelu obraza, močan glavobol in spet se lahko pojavi ob enem prehladu, recimo. Tudi ta težava, ki je lahko z virusi povzročena, večinoma vsaj nekaj 3/4 primerov, v četrtini pa so spet lahko bakterije, ko je pa stanje resnejše. Dejali ste torej, da so bakterije v teh primerih manjši povzročitelji oziroma so v manjšini, torej zdravljenje z antibiotiki v teh primerih ne pride v poštev. Ne pride v poštev, seveda. Čeprav ljudje velikokrat nekako pričakujejo pri zdravniku, da dobijo antibiotik, vsako boleče žrelo povezujejo z angino, nek dalj časa trajajoč kašelj, se že bojijo, da gre za neko bakterijsko okužbo, recimo pljučnico ali pa bakterijski bronhitis. Tako da v večini primerov pa ne. In če zdravnik ugotovi, da gre za virusnega povzročitelja, potem nima kaj predpisovati antibiotika, antibiotik ne bo pomagal, se pravi, je stran vržen denar, lahko pa samo škodo je. Vsako zdravilo, tudi antibiotiki, lahko povzročijo neželene učinke in predvsem, kar se bojimo pri prekomerni uporabi antibiotikov, pa je razvoj rezistence. Zelo dobro kažejo podatki glede različnih držav in pojavnosti rezistence. Države, kjer se antibiotiki zelo veliko predpisujejo, imajo zelo velike težave z rezistenco, tam je rezistentnih sevov bakterij enostavno več. In zanimiv je tudi podatek, da če danes dobimo antibiotik in ga bomo rabili v naslednjih nekaj mesecih, je vsaj dvakrat večja verjetnost, da bo naslednjič okužba z rezistentno bakterijo, kar pomeni, da isti antibiotik ne bo deloval, da bo treba menjati, iskati drugega. Če imamo srečo, bomo uspeli najti učinkovitega, problem pa je, če ne najdemo več učinkovitega, ko so bakterije rezistentne pravzaprav na vse in takrat se velikokrat potem zgodba tragično konča. Pri vseh teh okužbah, ki ste jih našteli, se torej lahko sami zdravimo oziroma si sami pomagamo. Na kakšen način pa to lahko storimo pri akutnem bronhitisu? Ja, tle bi opozoril vseeno na nekaj, namreč, da smo pozorni na določene tudi
populacijske skupine, ker vedno pa samo zdravljenje ni primerno, ne. Kljub temu, da znaki niso tako hudi. Primer so otroci mlajši od 2 let. Načeloma napotimo, če sklepamo, da gre za akutni bronhitis, napotimo k pediatru. Treba je preveriti, da morebiti ne gre za bronhiolitis. Potem smo pozorni pri starejših od 70 let. Veste, pri njih pljučnica lahko poteka tako zelo atipično. Ponovadi pljučnica, je visoka temperatura, ne, nad 38 stopinj Celzija. Pri starostnikih, nažalost, velikokrat te vročine ni, kar nas lahko zavede. In seveda pljučnico, če je bakterijska, je treba pač zdraviti z antibiotikom. Vsekakor vedno bolnika, ki ima neko kronično bolezen dihal, kot je astma, pa KOPB, prav tako napotimo k zdravniku. Drugače, če smatramo, da bolezenski znaki niso prehudi, da kažejo na ta z virusi povzročen akutni bronhitis, priporočamo kaj proti bolečinam. Če pač ima kakšne bolečine bolnik, velikokrat je treba dati nekaj za kašelj, ali je to proti kašlju, ali nekaj za lažje izkašljevanje. Pitje veliko tekočine zelo pomaga in predvsem počitek. No. Najboljši na svetu je še to, počitek, da si telo samo opomore, ker velikokrat ne želimo, nekako ne moremo upoštevati in potem se zadeve čez čas komplicirajo. In seveda tudi ljudem je treba povedati, da ta kašelj ne bo izginil zdaj v roku nekaj dni. Običajno statistika kaže 2-3 tedne, da popolnoma ozdravimo. Že prej ste omenili angino pri bolečem žrelu. Najprej pomislimo nekako na angino, pa lahko to ocenimo sami, če je res angina ali se moramo za to posvetovati tudi z zdravnikom. Ja, na nek način lahko sami ocenimo, se tudi zdravnik vzame anamnezo in že na podlagi tega lahko veliko sklepa. Upoštevajo zdravniki tako imenovane Centorijeve kriterije, predvsem pri odraslih se gledajo 4 težave, 4 simptomi, znaki, ki se točkujejo vsak po eno točko. Se pravi, eno točko nam prinese, če imamo vročino nad 38,5 stopinj Celzija. Naslednja točka je, če ob bolečem žrelu nimamo kašlja. Potem, če imamo tekle in boleče te vratne sprednje bezgavke. In pa pogledamo še v žrelo, se gledajo mandlji, če je kak izcedek iz mandljev, če so utečene mandlji, spet ena točka. Zdaj bo odvisno, če smo zbrali nič ali pa eno točko, potem je velika verjetnost, da gre samo za virusno okužbo. Če smo zbrali 4 točke, potem je zelo verjetno, da gre za bakterijsko okužbo, se pravi angino. Če smo pa nekje vmes 2-3 točke, potem pa zdravnik ponovadi še naredi kak test, recimo na streptokoke, da ugotovi, če so prisotni streptokoki, ki jih potem seveda tudi ustrezno z antibiotikom zdravi. Če ostanemo še pri faringitisu, torej kako se lahko sami pomagamo, kako lahko ublažimo boleče žrelo? Ja, v lekarni svetujemo kak analgetik, se pravi zdravilo, ki lajša bolečine, lahko je to tak, ki se ga zaužije v obliki tablet, praškov, sirupa, običajno vsebuje paracetamol, acetilsalicilno kislino ali kak drug nesteroidni antirevmatik, ki se ga dobi tudi brez recepta. Zelo priporočljive so te lokalne oblike, antiseptiki, anestetiki, ki tako omejijo širjenje mikroorganizmov, tle so potem povzročitelj virusi. Delujejo tudi tako, da lajšajo bolečine, nek anestezijski učinek imajo dejansko na samo sluznico, so v obliki pastil ali pa pršil za grlo, žrelo. Lahko svetujemo tudi grgranje, recimo tople vode ali pa čaja, žajbljevega čaja lahko pomaga. Tako da pitje veliko tekočin, spet še enkrat in to je to v glavnem. Če se dotakneva še sinuzitisa, dejali ste, da so v 3/4 povzročitelji virusi, bakterija zgolj v 1/4. Kdaj pa torej smemo pomisliti, da gre za bakterijsko okužbo? Kakšni so torej znaki? Na bakterijsko okužbo pomislimo, če ti simptomi trajajo kakih 10 dni ali pa več in se ne izboljšujejo. Če imamo vsaj 3 zaporedne dni visoko vročino, nad 38 stopinj Celzija, močan gnojen izcedek iz nosu, močan glavobol, bolečino v predelu obraza,
Ali pa velikokrat se zgodi tako, zadeva se že izboljša, mislimo, ok, gre na boljše, bomo ozdravili, potem pa kar naenkrat se poslabša, ne? Spet ti simptomi. Pride do vročine, močnih glavobolov, močnejšega izcedka iz nosu. Vse to pa kaže lahko na to, da so na delu bakterije in seveda takrat pa je treba iti do zdravnika. Katera zdravila oziroma tiste nefarmakološke pristope pa lahko uporabljamo pri samozdravljanju tega sinuzitisa, ki je povzročen z virusi? Spet malce se pogovorimo vedno z osebo, vidimo, kakšne težave ima. Če je glavobol, bolečina v predelu obraza, potem svetujemo kak analgetik, se pravi protibolečinsko sredstvo. Če skušamo nekako tudi zmanjšati to vnetje, lahko posežemo po kakem zdravilu rastlinskega izvora, ki se ga sicer zaužije in tudi na ta način delujemo globlje na sinuse. Predvsem pa zelo pogosto pridejo v poštev kakšni dekongestivi. Gre za zdravila, ki nekako zmanjšajo izcedek iz nosu, z nosnih votlin, odprejo nekako nos, tudi če je zamašen. Ti so lahko v lokalni obliki, recimo kakšne kapljice, pršila. Tule bi res izpostavil, da jih ne predolgo uporabljati, ker lahko povzročijo povratni učinek, tako da 2-3 dni, maksimalno 5 dni recimo, ko je stanje najhujše. Razen seveda, če gre za zdravljenje pod nadzorom zdravnika. Ali pa v sistemske oblike, ne v obliki kakih tablet, v obliki praškov, ki tudi deluje sistemsko in spet odprejo nos, da lažje zadihamo. Svetujemo lahko tudi kakšne inhalacije, vodne pare. Predvsem v tujini se velikokrat poslužujejo tako imenovanega tuširanja nosu, ko skozi nagnemo, imamo eno posebno napravo, nagnemo glavo tako naprej, na stran in skozi eno nosno odprtino vlijemo noter toplo prekuhano vodo ali pa sterilno vodo in potem izteče skozi drugo nosno odprtino ven. Tudi na ta način si lahko pomagamo. Pri vseh teh okužbah zgornjih dihal, pa kot ste dejali, je samozdravljenje nekako najbolj varna in učinkovita metoda. Na kakšen način nam pa vseeno lahko pomagate farmacevti oziroma v lekarni? Ja, farmacevti se velikokrat v lekarni in farmacevtske tehnike recimo znajdemo v situaciji, ko moramo narediti eno triažo, ne? Ko moramo oceniti, ali je samozdravljenje zdaj primerno, varno, saj predvsem stališče varnosti gledamo na samo zadevo, ali pa je treba iti k zdravniku. Tako da na ta način velikokrat razbremenimo vsaj primarni zdravstveni nivo. Velikokrat, če je to virusna okužba in je varno samozdravljenje, zakaj bi potem obremenjevali te čakalnice pri družinskih zdravnikih, ki so čez zimske mesece itak zelo polne. Tako da, če ste v dvomih, ja, kar pridite v lekarno, lahko ustrezno svetujemo. Potem seveda tudi svetujemo ustrezna zdravila, ustrezne načine. Veste, velikokrat pozabljamo, da v lekarnah smo zaposleni strokovnjaki, ki tudi ne prepustimo v lekarno vsega, kar nam trg ponuja, ampak res se odločamo za izdelke, predvsem kakšne druge izdelke, saj pri zdravilih ni toliko težav, ki so predvsem z varnostnega vidika in pa tudi z vidika učinkovitosti. Tako da tudi to je velik plus same lekarne. Tako da, pa poleg tega seveda vedno, ko neko zdravilo ali pa drugi izdelek izdamo oziroma prodamo, pospremimo z navodili za uporabo, kar je tudi zelo pomembno, ker velikokrat pač ljudje vsega ne preberajo in če bi nekaj kar tako kupili na podlagi neke reklame, si lahko tudi naredijo več škode kot koristi. Gospod Madjar, hvala za vaš obisk v našem studiu in za vsa pojasnila. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in ostanite zdravi.